tudi meni nenazadnje ni prijetno in naravno hoditi v ogenj, hoditi po, ne vem, višinah, zato ker v človekovi naravi je, da nas je tega strah. Mi pa v bistvu se učimo ta strah premagovati, zato da pomagamo drugim. V teh poletnih mesecih je tudi čas, da pogledamo malo nazaj, se spomnimo kakšne obletnice. Zagotovo ena takšnih obletnic je 150 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Lenart, ki letos praznuje ta častitljivi jubilej. Torej, v zadnjem vikendu v mesecu avgustu bodo lenarški gasilci proslavili 150-letnico delovanja. Z nami je danes predsednik društva Florjan Rajšp. Florjan, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in najlepša hvala za povabilo. Tako, če se vrneva na same začetke, smo se že prej pogovarjala, tehnika, načini gašenja, vse je bilo nekoč drugače. Kaj pravijo viri, kakšni so bili začetki v Lenartu? O začetkih dejansko govorijo tako, da so zaradi več požarov, ki so se dogajali v kraju, se ljudje začeli zbirati in podajati pobude za to, da je potrebno izvesti oziroma urediti nekako organizirano požarno službo. To je seveda nekoč precej drugače izgledalo kot danes. Nekoč so imeli nekaj veder, imeli so kakšno lestev, priročno orodje, kasneje, komaj z leti, se je pridobila tudi požarna oziroma brizgalna, ki je seveda prvo bila gnana ročno, tudi nekoč so še se gasilci vozili na intervencije z kočijami oziroma so vpregli konje za to namenjene kočije in so se tako odpeljali. Mislim, da si danes kar težko predstavljamo, kako je to popolnoma drugače delovalo. Danes nam je popolnoma jasno, obrnemo ključ na avtomobilu in avtomobil vžge in se odpeljamo. In je to relativno enostavno, včasih pa je to ali pa potrebovalo precej več fizične moči ljudi. Kako pa, če pogledava skozi zgodovino, gasilstvi, vsaka društva ima spone in padce, tudi v Lenarškem je bilo tako, ampak mislim, da je društvo skozi vsa ta leta nekako živelo. Tako kot ste sami povedali, dejansko vzponi in padci so vedno. Nenazadnje generacije se menjavajo, nove generacije, ki pridejo, imajo nenazadnje tudi nekoliko drugačne poglede. Jaz se spomnim, ko sem se jaz pridružil društvu, je bilo nekaj manj ljudi. Danes, jaz rečem, hvala Bogu, nam ljudi ne primanjkuje, seveda vsako leto smo veseli dodatnih, zato ker se zavedamo, da starejši ljudje vedno odhajajo, mladi morajo prihajati, zato ker generacije je potrebno menjavati. Vsekakor pa tudi intervencije niso nezahtevne, mogoče bi si kdo mislil, ja, fizično, tako kot sem prej rekel, fizično nekoliko bilo včasih drugače, ja, ampak danes pa imamo zahtevnejše zgradbe, imamo zahtevnejšo infrastrukturo, nenazadnje tudi avtomobilje in takšne zadeve. Vsako reševanje zahteva drugačne pristope in potrebno je trenirati, potrebno je biti zraven. Te stvari vzamejo čas, nenazadnje je pomembno, da krepimo močno sredino, zato da lahko zadevo peljemo naprej. Tudi zakonodaja bi lahko dejala, da je zelo neprijazna do gasilcev, kajti odgovornosti so kar velike. Ne? Mogoče bi se dalo debatirati o tem, kar je danes prijazno, pa kaj ni prijazno. No. Zakonodaja je svoj del, ki še definitivno ima veliko možnosti za izboljšave. Zakonodaja nam nalaga nekatera dela oziroma obveznosti, večino teh obveznosti relativno enostavno spremljamo in relativno enostavno sledimo. Določene so, ki jih vedno težje sledimo. Tu so predvsem mišljene zadeve zaradi financ, zato ker zavedati se moramo, tehnika je vse dražja, financ pa ni, da bi zdaj rekli vsako leto več ali pa da bi to kar premo sorazmerno vse skupaj raslo. Žal tako ni to.
Tako da se borimo vedno, vsak dan, ampak to nam preostane edino. V zadnjih letih res vsak dan, kajti dejansko intervencij je vedno več. Mislim, da v lanskem letu ste okoli 130-krat izvozili, ne? To je kar vseeno tudi za mesto Lenart, ampak se mi zdi, da je to kar precej. Ne? Ja, intervencije definitivno že naraščajo zadnjih kar nekaj let. Sedaj s temi ujmami, ko smo prišli do teh poplav, požara na Krasu 2 leti nazaj, tudi letos nam ujme niso prizanesle, praktično v parih tednih se je letos že zvrstilo nekaj več kot 10 intervencij, kar, če tako rečem, včasih je bilo 25 intervencij v celem letu. Potem smo eno leto govorili, se spomnim, o 50% povečanju. Torej smo prišli tam nekaj čez 30 intervencij in se nam to že zdelo kar v bistvu dost. Danes je ta številka relativno že majhna, če se tako izrazim, ampak jaz srčno upam tudi, da se bo to nekako umirilo, tudi da se bomo ljudje bolje pripravili na vsa ta neurja, zato ker nekaj lahko uredimo tudi ljudje sami. Vsekakor pa najbrž ni več tako, da bi ravno rekli, tega več ne bo. Najbrž bo tega vedno več, vse tako govorijo. Vedno več, ja, narava nam vrača to, kar smo jim posodili, nekateri govorijo. Ampak ja, gasilec, osnovna poanta gasilstva je pomagati. Pomagati sočloveku, pomagati sočloveku v stiski. Se človek tega lahko nauči ali mora biti rojen gasilec? To je kar težko vprašanje. Definitivno je solidarnost zelo pomemben del človekove narave, ki je potrebna za to, da si lahko gasilec. Nekateri ljudje se sicer bojijo tega, zato ker si rečejo, jaz nisem za to. Jaz pa pravim, recimo, tudi meni nenazadnje ni prijetno in naravno hoditi v ogenj, hoditi po, ne vem, višinah, zato ker v človekovi naravi je, da nas je tega strah. Mi pa v bistvu se učimo ta strah premagovati, zato da pomagamo drugim. To je mogoče ta razlika, ki jo marsikdo ne, v prvi vrsti marsikdo ne razmišlja o tem. Definitivno pa zato sem mogoče mnenja, da bi se dalo tudi nekoga, ki ni mogoče rojen, zato se ga tudi da priučiti k temu. Seveda je pa pomembno to, da pa imaš voljo za to. Zato ker hitro lahko voljo nenazadnje nekdo tudi zgubi. Vsak dan se srečujemo z različnimi težavami, tudi na intervencijah včasih vidimo neprijetne zadeve, nekoga to nenazadnje tudi malo odrine v stran, ampak menim, da če se pogovorimo, če se vsedemo skupaj, ugotovimo, da smo vsi približno enako nekako začutili, da ugotovimo, da imamo vzpodbudo in podporo tako znotraj kot širom. Ne? Je pa zagotovo, če se kot mladi odločiš, da postaneš gasilec, ne, se tudi naučiš tega, kar nam mogoče v sodobni družbi manjka, timskega dela, kajti brez timskega dela na požaru ne gre. Ne? Jaz osebno timsko delo pogrešam že v šolah. Zato, ker se mi zdi, da v šolah zelo učimo, vsak mora delovati za sebe. Do neke mere je to okej, tako kot ste že sami povedali, nenazadnje v družbi, v različnih skupinah oziroma strukturah družbe, če danes, ko govoriva o gasilcih, tudi gasilci smo neposredno pomembna sfera. Ljudje včasih celo pozabimo, tudi v službah je to zelo pomemben dejavnik, da mi znamo biti socializirani, kot temu rečemo, oziroma da znamo delovati z družbo. Žal pa je to včasih tako. Ne? Zadnjič sem pač bral tudi o tem, da veliko, oziroma zakaj je veliko odličnjakov na koncu pristane na delo za tekočim trakom ali pa kaj podobnega, ker v bistvu si ga nikakor ne bi predstavljali. Zato, ker je ponavadi v šolah bilo dorečeno, to pa to moraš doseči za tako oceno, in če se je to naučil, je to dosegel. V življenju pa ni tako. V življenju pa podjetja narekujejo drugo zgodbo, danes kapitalističen
sistem, v katerem pač hočemo, nočemo, živimo, nam diktira takšen tempo in Je treba tu, zdaj sem malo zašla v to družbo, sodobno krizo vrednot, ne? Kako se to odraža pri gasilcih, se mladi odločajo za gasilstvo? Mladi se v zelo veliki meri odločajo za gasilca. Ni problem dobiti otrok z 6 letom starosti, v bistvu bi že prej prišli, ampak pač v zakonodaji piše, da oziroma pravila gasilske službe določajo z 6 letom starosti. Potem pa dejansko ostanejo tam do srednje šole, potem srednja šola se pa nekako porazgubi. Če gledamo na primer Lenart, večina, praktično vsi gredo v srednjo šolo v Maribor, začne se nekoliko drugačen tempo življenja, tudi nekoliko drugačne stvari se odvijajo, drugače šolo sprejemamo in marsikdo, ne bom rekel odstopi, ampak nekako da to na stran. Nekateri se potem vrnejo, žal pa ne vsi. To sicer je kriza ali pa težava večine društev oziroma praktično vseh društev. Ni nekih društev, kjer bi to rekli, ja, pri nas pa to igra ali pa vsi se s tem nekako borimo, no. Da pač za pridobivanje teh kadrov mladi se potem pri študiju razgubijo, ne? Eni v Ljubljano, eni v Maribor. Tako. Ampak vseeno, nekje sem zasledil podatek, da bo vseeno še kar nekaj ljudi ostane aktivnih v društvu, ampak zelo mali odstotek teh pa potem postane res, da se odločijo za izobraževanje in postanejo operativni gasilci. Za izobraževanje je tako, da osnovno izobraževanje za gasilca je relativno kar časovno velik zalogaj, zato je mogoče definitivno to lažje mladim ljudem, zato ker imajo, vsaj koliko se jaz spomnim svoje mladosti, več časa ali pa manj obveznosti. In je to nekako lažje izpeljati. Namreč zadeva zajema približno 180 ur izobraževanja, to je kar nekaj v bistvu vikendov, zato ker med tednom je to kar sorazmerno težko izvajati. Tako da mogoče že to nekako določene ljudi spet oddali od tega, da bi pa realno pristopili k temu in bi postali operativni gasilci. Borimo se sicer, iščemo rešitve, borimo se za to, da bi se ta zadeva spremenila, da bi nekako našli ključ, ki bi pozitivno deloval na vse. Namreč zavedati se moramo, da gasilstvo ni nezahtevna stvar. Veliko znanja je potrebnega in zato je tudi nekoliko več ur. Ampak tudi osebno menim, da bi se to dalo nekoliko drugače prerazporediti, nekoliko drugače urediti, in bi tudi na podlagi tega lažje pridobivali več operativnega kadra. Ja, ker je potem vseeno pa potem tudi pri sami operativi, ne, so potem obveznosti, je tukaj zakonodaja, je kar precej odrekanja in precej odgovornosti, ne, sprejemanja odgovornosti. Vsekakor, praktično odgovornost, če že gledamo na splošno družbo, je odgovornost na vsakem koraku, pri nas pa je še toliko več v rokah. Dobesedno imamo življenja, ne. Že tudi, ko se peljemo na intervencijo, v bistvu uradno prosimo z modrimi oziroma z signali, z modro lučjo in sirenami prosimo za prednost, ki pravno formalno ni absolutna prednost, ampak nekako, hvala Bogu, v zadnje čase vedno lažje pridobimo. Tako da je že ta del zelo velika odgovornost. Potem seveda intervencija kot taka, predvsem je tu odgovornost poveljnika, potem pa tudi seveda vsakega člana, da je pošten kot prvo sam do sebe, kot drugo pa ne nazadnje tudi do poveljnika, ker je pač on tisti, ki vso odgovornost skupaj ne nazadnje nosi. Tako da, ja. Je kar potem zahtevno dejansko in tudi že na sami intervenciji, ko se na intervenciji odpravljate, se že izpostavljate dejansko nevarnosti, ne? Ja, absolutno. Sicer zdaj mogoče smo nekoga mogoče zamorili, ne? Pa jaz pravim, zadeva tudi ni tako zelo črna. Velikokrat šteje to, da smo uspeli mi nekoga rešiti, da smo mi nekomu uspeli rešiti premoženje. Velikokrat
tudi hvala veliko pomeni. Dobiš nekako notranji občutek prijetne, tiste topline, da si nekaj uspel, da si uspel biti del nečesa večjega. In to je, mislim, da tisto, kar nas žene naprej, to je tisto, zaradi česar se tudi borimo naprej. Verjetno je to res tisti občutek, potem rečeš, ok, vse sem premagal, si utrujen, smrdiš po dimu in tako naprej, ampak rečeš, ok, ohranili smo pa to, rešili smo življenje, vsekakor ne. To je potem tisto, ki te napolni in potem žene tudi naprej, da se verjetno odzoveš spet, ko slišiš ta pipser, ne, pozivnik. Tako. Kako pa drugače lik gasilca, ne? V preteklosti smo bili priča, dejansko gasilce so povezovali z alkoholom, špricari in tako naprej, ne? In pač nekateri, tisti najbolj črnogledi, so na gasilstvo gledali kot neko nepotrebno službo. Tudi predlani smo bili priča še lani v poplavah tistemu gasilcu, ki mu je odneslo hišo in potem so ga nekateri grajali, napadali na teh družbenih omrežjih. Ampak vseeno, gasilci so vedno bolj nujno potrebni, brez njih ne gre, ne? In verjetno se tudi vsi na nek način zavedamo, da samo s poklicnimi gasilci ne gre, ne? Da je vseeno ob takih ujmah pa teh stvareh, ki jih je vedno več in verjetno jih bo tudi vedno več, potrebno. Koliko se je tu mišljenje ljudi spremenilo? Ker se mi zdi v sosednji Avstriji, če prideš, tam je gasilec cenjena služba, bolj kot v Sloveniji. Zdaj, če se prvo navežem na prvi del, v bistvu, kar sem razumel kot vprašanje, absolutno gasilstvo je alkohol zelo zaznamoval. Menim, da se je to v zadnjih letih zelo spremenilo. Več dejavnikov je, po moje, zakaj je do tega prišlo. Ne nazadnje, mogoče tudi to, da se je ta tabu tega, da nekdo rabi psihološko pomoč po večjih intervencijah in podobno, nekoliko razblinil, da smo dejansko prišli do točke, ko smo rekli, pripravljeni smo pomagati, pripravljeni smo iskati pomoč, sicer še vedno ni za to vrhunsko poskrbljeno. Še vedno so določene težave, zato ker če bi danes prišlo do neke večje intervencije, pa jutri rabi celotno naše društvo ali pa bog ne daj zveza ali pa večji del zveze psihološko pomoč, to ni iz danes na jutri. In definitivno to ni okej. Tako da z tega vidika, tako sem rekel, zdi se mi, da se je to zelo spremenilo, danes tudi ni več te težnje, mogoče tudi zato, ker je več policistov na cesti, ne vem, hvala Bogu, jaz odpravim, da ni več te težnje, zato ker na koncu pijača ni potrebna za to, da mi neko delo naredimo, zato nismo nič bolj pogumni ali pa kaj. Če pa se še na drugi del, kar sem čutil kot vprašanje, navežem, poklicni gasilci lahko rešijo do neke mere, količinsko so pa premajhni. Mislim, da to recimo ravno lanski pa predlanski državni načrt, pa tudi letošnji, ki je že bil na Krasu spet speljan, zelo dobro pokaže, da praktično ni dovolj, v celi Sloveniji ni dovolj poklicnih gasilcev, da bi lahko na takšnem nivoju izvajali to dejavnost. Videli smo tudi takrat prvič, ko je Kras gorel pred 3 leti, je v bistvu, oziroma 2 letoma, je v bistvu bila pomoč poslana tudi na italijansko stran. Oni imajo nekoliko drugačen sistem, oni imajo praktično poklicne gasilce, ki pa je seveda število jim je bilo premalo in so preprosto potrebovali pomoč. Ja, tako. Jaz mislim tudi, da v preteklosti pri samih akcijah in požarih ni bilo toliko prisotnosti alkohola, kot so tisti nasprotniki nekako ali tisti skeptiki to videli, pač ožigosalo se je velikokrat neopravičeno dejansko, ne, so gledali na te stvari. Tu mislim, če se ta lik gasilca vseeno spreminja v pozitivo, ker vseeno ljudi, ki so stalno pripravljeni, ne, vi nosite te pozivnike, dejansko operativce, ki so stalno pripravljeni pomagati, mislim,
to so res ljudje, ki so nekaj posebnega in zato si pač tudi zaslužijo neko primerno mesto v družbi. Definitivno v prvi vrsti, oziroma če tako rečem, v prvi vrsti smo še mi vedno ljudje. Vsak od nas še gre na kakšno zabavo, vsak od nas tudi kaj spije. Ko pride do intervencije, imamo čist preprosto dorečeno, pijan na intervencijo ne moreš iti. Preprosto, če bi tja prišel, se pove, nisi za zraven, izvoli, greš stran. Ta lik, mislim, da je danes kar primerno izpuhtel, če se tako izrazim, oziroma je odšel iz naše nekako te mišljenosti sredine. In tudi prav je tako, ker v bistvu, tako kot sem že rekel, kot prvo, ne samo to, da pijača nima zraven tu kaj zadelati kot taka, ampak ne nazadnje tudi odgovornost je tudi na tem, da smo mi res pri stvari takrat, ko delamo in seveda, mislim, tudi psihofizično moraš biti zraven pripravljen in če si v alkoholiziranem stanju, to žal ne gre. Trenutek nepazljivosti je dovolj, ne? Trenutek nepazljivosti lahko pride že, če nismo v alkoholiziranem stanju. Sploh želimo nekaj v tistem afektu rešiti, zato ker smo nabiti z adrenalinom, pa nam lahko gre kaj navzkriž. Tako da, ja. Spomnim se teh požarov tukaj v Salamonu, v Lenartu, ne, in tudi tako lenarski gasilci, nekako tista nosilna, gonilna sila, ne, ampak ja, gori vse okoli tebe, dejansko tu je res en adrenalinski naboj, dejansko, da se pač tega s tem spopadaš in da tudi, ker če te prevzame strah, potem utrpneš verjetno, ne, ta strah, kot smo na začetku rekla, je pač treba premagati, iti naprej, ne, in verjetno je težko, pa tudi potem, ko se z te intervencije vrneš, pa ko delate analize, verjetno si rečete, pa dosti krat ugotovite, da ste bile čist na robu neke katastrofe, ki bi se lahko zgodila, ne? Hvala Bogu, še zaenkrat nismo imeli takih primerov, da bi bili na robu neke katastrofe. Seveda pa se zavedam tega, da v Lenartu je veliko teh rečemo temu nekako požarnih bomb, torej podjetij ali pa objektov, kateri so relativno zelo lahko vnetljivi. Že samo, če pogledamo 2 bencinski črpalke, oziroma v bistvu 4, če pogledamo celotno občino, ker sta še 2 na avtocesti, je to zelo, zelo neprijetna zadeva. Tako da to zavedanje nekih takih stvari je definitivno veliko. Recimo, če se vrnem takrat na to intervencijo v Salomonu, to je v bistvu bilo v roku, če se prav takrat spomnim, v 2 tednih je celo 2-krat gorela. To je bila takrat zelo velika zgodba, predvsem politična, ampak v politiko se ne bomo spuščali, ker to niti ni tema, niti ni potrebno. Ampak želim reči, da tisto je recimo zelo tak zanimiv primer bil, ko smo nekako videli kasneje nekaj stvari, ki bi jih lahko spremenili, ki, hvala Bogu, naslednjič smo jih spremenili, smo drugače pristopali. In velika šola za naprej se mi zdi, da vidiš tudi, kako hitro se lahko nekaj razširi, kako hitro nekaj lahko postane resna grožnja, predvsem, ko si v območju, ki je zelo omejeno z nekimi potmi za izvoz in izhod. Ker potem tudi, naprimer, prej smo že govorila o Krasu, tudi Kras je bil ena taka tema, kjer je zelo hitro lahko ogenj tako rekoč prišel za hrbet, ne. Veter se je obrnil in... Tako, in si mogel zelo paziti za to, da nisi v minuti bil iz rešenja v kontrasmeri, ne, ampak ja. Tako je, kar, mislim, vsi tisti, ki si mislite, da je gasilstvo enostavno ni, ne, je to kar zahteven poklic, kajti vedno se moraš odločati o kritičnih situacijah, ne. Ljudje verjetno, ko sedimo za mizo, odločamo drugače, kot pa, ko stojiš v dimu z gazilnim, mislim, z dihalnim aparatom, razmišljaš verjetno drugače. Prišla mi je v misel en stavek, da po vojni so vsi generali, ne. To je vedno, ja. Ja, pač intervencija je definitivno moment, ko moraš v
nekaj sekundah odločiti in lahko je odločitev prava, lahko ni. Tako kot kirurg pač v tistem momentu mora odločiti tako ali drugače. Na kocki je veliko. Samo razlika med kirurgom pa med vami je v tem, da je on pač profesionalec, dela samo to, vi pa delate to v prostem času. Ne? Ja, mislim, pa ne me narobe razumeti, profesionalci se definitivno s tem bavijo vsak dan, ampak neke velike razlike ni, razen tega, da oni res vsak dan s tem trenirajo, pa določene stvari za njega rutina, seveda, zato ker on stvar trenira vsakodnevno, lahko eno in isto, pri nas si žal ni realno, da bi si vzeli čas vsak dan za to, da bi trenirali eno in isto rutino. Enako pa moramo rešiti na koncu, ni razlik, ne. Ja, to definitivno pa, če pa pride do tega, ko pa ima nekdo izkušnje, so pa oni kot profesionalci pa definitivno ljudje, ki je izkušen še in tu pa se ni niti možno kosati, pa niti ni želje se kosati z njim. Ne, saj ni namen. Ampak ja, tudi prostovoljni gasilci pridobivate na različnih področjih, na različne načine, izkušnje. Če pogledava sam gasilski dom v Lenartu, dejansko ob robu mesta stoji, večkrat je vse v zadnjih letih precej živahno zunaj, kar je dober znak. Potem desetine imate, mladi smo rekla, se zanimajo, tako da ste z podmladkom pa s članstvom nekako zadovoljni. S podmladkom in s članstvom smo zadovoljni. Definitivno je povabljen še vsak, ki bi želel, saj gasilcev nikoli ne primanjkuje, vedno se potrebuje kakšna dodatna roka. Je pa zanimivo, ko ste rekli na obrobju, leta 1991, ko smo se v bistvu selili, oziroma jaz še takrat sicer nisem bil zraven, ker še pač nisem bil rojen, ampak ko se je gasilstvo oziroma gasilski dom v Lenartu selil iz nekdanje tako imenovane trgovine Nada, kot jo danes poznamo, ja, točno, ja. Tam je bil gasilski dom nekoč, se je selil na Partizansko 12 z namenom, ker je to bil takrat obrobje. Takrat še praktično tu naprej ni bilo nekaj hiš. Ja, tudi industrijske cone ni bilo. Tudi industrijske cone ni bilo. Danes zadeva zgleda precej drugače. Če bi gledali, smo danes kar v centru. Verjamem, da bi se po današnjih standardih dom gradil drugje, ampak ko se gradi, se nikoli ne ve, kako se bo stvar širila in v bistvu se je to razširilo v dobrih 20 letih. Tako da je tudi prišlo v bistvu potem do tega, ja. Pol pa, tako kot sem rekel, leta 1991 se je to v bistvu preselilo, letos je že torej 23 let, oziroma 33 let, kar je gasilski dom tukaj postavljen. Na novi lokaciji. Tako. Kazal je že zob časa, streha je že bila načeta, tako da tudi izolacijsko je to bilo praktično za današnje standarde popolnoma neprimerno. Z tega vidika pa smo tudi šli v to rekonstrukcijo gasilskega doma, s katero pa smo v bistvu rešili več zadev hkrati. Namreč gasilski dom je v osnovi bil grajen, če bi danes rekli, bolj kot neki bivalni objekt. Garaže so bile med seboj neodprte, ne tako kot smo danes navajeni gasilskih domov, kjer ti med vozili imaš skoraj da prost prehod. To smo nekako sedaj poskrbeli, da imamo lažji pretok po garažah, da je to nekako bolj povezano. Tako kot sem rekel, že v bistvu streha se je potem menjavala, ker je pač bilo nujno. Tudi uredili smo potem fasado, notranje prostore, tako da smo nekako bolj modernizirali zadeve, nekako prostore pripravili bolj primerne za potrebe današnjega dela. Vsekakor pa verjamem, da bo tudi v naslednjih letih potrebno za to dalje skrbeti, zato ker pač zahteve naraščajo vsak dan zraven. Zahteve so, mesto se širi, ne? Ja. Stolpnice rastejo, verjetno bo prej ko slej tudi potreba po kakšni lestvi in tako naprej, ne? Omenila sva zdaj center mesta, obrobje mesta. Dejansko po eni strani je dobro, da ste v mestu, da vas ljudje vidimo, kaj počnete, po drugi strani vam pa verjetno to predstavlja tudi kakšno težavo, saj si verjetno vaje z nekim močnim dimljenjem ne morete privoščiti. Tako kot ste rekli, v bistvu v osnovi center mesta ima neko prednost, ima pa tudi več nekaj slabosti. Definitivno je ta, da je
slabši prostor za vaje, oziroma ne tako primeren prostor za vaje, ena večjih težav. V bistvu. Definitivno, če bi mi danes konkretno zakurili, bi hitro rato rom-pom-pom, verjamem, ampak se trudimo tega ne dati. No. Iščemo nekako kraje za vaje tudi izven, tako da v bistvu iščemo bolj prostore, ki so nekako odmaknjeni od strogega centra oziroma od bolj naseljenih področij. Tako, zdaj v zadnjem času pa poleg rednega dela je bila v prednosti, kot sva že omenila, sama obnova, kajti dom je dobil res čist drugo podobo, že sama podoba je drugačna, ne? Če odmislimo vse druge specifike, karakteristike, izolacije in vse to, menjave strehe, kaj vse je bilo postorjeno, kar precej stvari ste spremenili, dodelali? Prvotno je bilo v bistvu sanitarija, oziroma začeli smo od znotraj, torej sanitarije nekoliko prepleskali, uredili strope v dvorani in v pisarnah, nekoliko preuredili pisarne, potem pa tudi uredili garaže. To je bil zelo pomemben del, tako kot sem že v bistvu govoril o tem, da je tehnično to zelo pomembno. Potem pa smo prišli na zunanjost, kjer pa se je urejala streha in fasada. Uredili smo tudi zapornico, namreč imeli smo nekaj težav z nepravilnim parkiranjem na našem območju, ki je, hvala Bogu, sicer nikoli ni vplivalo na intervencije, ampak nekako smo potem, bolj ko se je mesto širilo, bolj se je kazala potreba potem, da bo potrebno preiti v to varianto. Da se potem zapre dovoz, ne, da, mislim, ljudje ne spametno parkirajo in potem onemogočijo izvoz gasilcem. Tako. Potem v zadnjem času ste pa tudi kar nekaj, vsaj del društva, nekaj časa, nekaj znanja in tudi truda vložili v pripravo novega zbornika, ki bo izšel ob 150-letnici. To je potem bolj pregled zadnjih let, kajti pri 130-letnici mislim, da je tudi šel zbornik takrat v zgodovini. Ne? Tako. Tako da ta zbornik bo predstavljen na slovesnosti. Tudi. Ob 150-letnici, ki, kot sva dejala, bo zadnji vikend. Mogoče kaj vse se bo dogajalo v sklopu praznovanja? V sklopu praznovanja bo prvotno potekala parada gasilcev oziroma šalon gasilcev in pa tudi parada gasilskih vozil. Tako da bomo nekako predstavljali, kaj gasilci, kakšni gasilci smo, kaj imamo, s čim delujemo. Potem bomo pa pričeli osrednjo slovesnost, na kateri bomo podelili tudi nekaj priznanj, prikazali bomo krajši film, ki v bistvu govori nekako zgodbo od zgodovine pa do danes, pa tudi nekako na kratko predstavi naše delo kot gasilce. Ter nekako zadevo tudi zaključili z veselico. Gasilsko praznovanje brez gasilske veselice ne gre, ne? Mislim, tehnično gre, ampak definitivno pa mislim, da je primerno, da en takšen velik jubilej primerno uredimo. Ne bom rekel zaključimo, zato ker ga ne bomo zaključili, zato ker se še namreč v oktobru prireja dan odprtih vrat, v katerem oziroma v sklopu katerega pa bomo tudi otvorili gasilski dom prenovljen, zato ker je pač bilo tehnično malo težje izvesti skupaj v koncu avgusta. Namreč veselica bo na Poleni, celoten prostor na rekreativno-športnem centru Polena je precej primeren z vidika, da ne rabimo zapirati prometa, urejeni so parkirni prostori, veliko je prostora za gibanje in praktično kot nalašč za nekšne takšne projekte. Zato pa smo nekako se potem odločili, da bo pa v bistvu v sklopu dneva odprtih vrat tudi ta bolj uraden, slovesen del otvoritve gasilskega doma, pa da še to prikažemo ljudem na takšno podobo, kot je seveda potrebno. Drugače pa, kot ste že omenili, bilten definitivno pomemben dokument, nekako prikazuje naše delo predvsem zadnjih 20 let.
oziroma se navezuje na tisti zbornik iz 130. obletnice, prikazuje to, kar smo v zadnjih 20 letih dodali, kar smo nekako se trudili, da bi uspeli primerno gasilstvo oziroma gasilsko službo peljati naprej. Verjamem pa, da bo tudi pokazal neke stvari oziroma da nam bo v nek prijeten spomin za stvari, ki včasih jih ljudje hitro pozabljamo, v knjigi, v sliki, v besedi pa to ostane. Tako, torej ob koncu še nama ostane povabilo na slovesnost, vsi vabljeni potem na Poleno, zadnji vikend, zadnjo soboto v mesecu avgusto, pa mogoče kar predsednik Florjan Rajšp, beseda je vaša, kar povabite naše gledalce in poslušalce. Hvala. Vsekakor v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Lenart vsi skupaj iskreno vabljeni na naš osrednji dogodek, osrednjo slovesnost, ki bo, tako kot ste že povedali, 31. avgusta s pričetkom ob 16:30, v bistvu s parado na RŠC Polena, kar pa bomo potem z osrednjo slovesnostjo nekako konkretne obeležili in pa seveda ne pozabimo na veselico, tako en prijeten dogodek za druženje po vseh teh uradnih svečanostih, kjer pa nas bodo spremljali ansambel Šestka in pa osrednja gostja Tanja Žagar. Tako, torej vsi zadnjo soboto avgusto, zadnjo počitniško soboto vabljeni na Lenarško Poleno, kjer bo veselo, kjer bo gasilstvo in seveda prav je, da jim tudi s prisotnostjo in tudi s kakšno donacijo dejansko podpremo njihov trud, kajti vreme je vedno bolj neizprostno in gasilci imajo vedno več dela. Florjan, najlepša hvala za obisk in seveda se vidimo na Lenarški Poleni. Hvala lepa tudi vam in vse dobro. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, in seveda se vidimo na Poleni in seveda potem oktobra tudi na dnevu odprtih vrat pri gasilskem domu v Lenartu.